Dvigana greda je z okvirjem omejena in s tem tudi dvigana od samih tal nekje 15 do 30 cm. Mi smo še malo bolj pogumna in je dvigana samo za 13 cm. In s tem si ustvarimo čudovito vrtno kuliso. Taka greda napolnimo s kompostom in s tem ustvarimo idealne pogoje, ne glede na tip tal. Spodaj pritrdimo kovinsko mrežo, da zelenjavo zaščitimo pred talnimi škodljivci in kljub tej mreži lahko v njej vzgajamo bilo katero zelenjavo. V dvigani gredi lahko vzgajamo res katerokoli zelenjavo želimo. Če spodaj fiksiramo še kovinsko mrežo, ki nam služi kot zaščito pred pramorjem, voluharjem, pa tudi krtom, ki lahko povzročajo preglavice. Potem smo omejeni zgolj pri vzgoji pastinaka pa korenini peteršilja, ker je daljša njihova korenina. Pri vseh ostalih zelenjavah, tudi pri korenju in pa krompirju ali pa repi, kolerabi, pa so koreninice globje tanjše in pridejo čez to mrežo, tako da po 3 letih nismo opazili nobenih težav, ko že vzgajamo zelenjavo v takšnih gredah. O prednosti dviganih gred v primerjavi z visokimi gredami smo že govorili v 27. video epizodi. Samo gredo dvigano lahko postavimo na že obstoječo vrtno gredo na vrtu ali pa ko vrt razširimo, recimo na zelenico, pa če spodaj plevel, takrat bo polnilo noter, zadušilo same rastline spodaj in že imamo pripravljeno površino, da sejemo in sadimo. Okvir je ponavadi največkrat iz lesa, da lahko na ta okvir pritrdimo mrežo, o kateri sem govoril malo prej. Danes postavljava še zadnjo izmed 18 dviganih gred na vrtu in tako kot vse ostale, bo ta dimenzija nekje 5 kvadratnih metrov, za 13 cm dvigana v tal in spodaj bo imela kovinsko mrežo. Za to zadnjo gredo smo dobila les hrasta, vse ostale grede na vrtu pa so iz macesnovega lesa. In naj dodam še to, da je veliko lažje dobiti 4-metrske deske, takšne kot so fosni na žagah, ampak nama je uspelo dobiti 5 metrov v celem kosu hrastovega lesa, kar je pa redko. Ker imamo trpežen les že sam po sebi, ga nič posebej ne impregniramo. Ponovadi smo uporabljali laneno olje, ampak bomo to v tem primeru kar preskočili in gremo direkt na sestavljanje grede. Sami fosni so že odrezani na točno mero in v daljše te 5 metrov in 15 dolžine fosne, 2 cm od roba pripravimo 3 luknje z svedrom, kamor grejo potem vijaki, da lahko vse skupaj pritrdimo v okvir. Najboljše je to potem pritrjevati na licu mesta, ko imamo teren že recimo poravnan in samo vijake pritrdimo in je sam pravokotnik, sama greda že narejena. Na spodnjo stran grede moramo pritrditi mrežo. Ta mreža kovinska bo obvarovala pred talnimi škodljivci, voluharjem pa krtom. Mi dva uporabljamo kar gosto tkano mrežo, zato da ostavimo še bramorja. In ta mreža je v roli, ki jo odrolamo čez celo gredo, širina je 1 meter in mora ravno pasati na vsaki strani, da vsaj tako nekje 1,5 cm pa pol imamo še mesa, da lahko z klamfami pritrdimo nad spodnji del grede. Klamfe začnemo na nek krajšem vogalu in potem po celi dolžini, da imamo mrežo čim bolj napeto, nekje na 10 cm si klamfe sledijo. Ko bomo vse pritrjeno, pa sledi, da gredo obrnemo okoli, ker ta del z mrežo je seveda na spodnji strani in potem sledi polnjenje. Za polnjenje dviganja grede imamo več možnosti. Lahko celo gredo napolnimo s kompostom, ampak mi smo danes naredili tako, da smo čisto spodaj dala 3 šajtrge zemlje, te, ki smo jo pobrala na začetku, ko smo teren pripravljala. Potem so sledile 3 šajtrge 1 leto starih kompostiranih lesnih sekancev, da smo dopilala do vrha, pa je šlo 6 šajtrg komposta. In zmeraj se držimo nekako tega zaporedja, če napolnimo sam s kompostom, da je na vrhu vedno najbolj
kvaliteten material, torej najbolj fini kompost, v katerega lahko že sejemo semena in takoj presajamo tudi sadike. Spodaj pa lahko tudi kompostirani lesni sekanci ali pa tudi zemlja, nekje 1/3 do največ 1/2. Na tej dvigani gredi bojo rasli peteršilj, zgodnje zelje, gomoljna in listnata zelena in pa koromači. Upam, da ti je bil ta posnetek priprave vzpostavitve dvigane grede uporaben. In da bo tudi mogoče na tvojem vrtu zrasla kakšna takšna dvigana greda. Pa uživaj v vrtnarjenju še naprej. Snima? Ja. Ja? Ja, lahko pogledaš. Si igrati na vrtu in tako kot vse... Ja, hvala. Bi še enkrat, prosim. Kak je fajn.